Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji v Mariboru si. Tokrat bomo spet gostili svetnike mestne občine Maribor, vendar se ne bomo pogovarjali o političnih problemih, ampak o tem, kako pravzaprav mestni svetniki delujejo. In sicer v studiu imamo 6 svetnic in svetnikov. Z nami je, če začnem z leve strani, Boštjan Žnidarič iz Liste župana Andreja Fištravca, gospa Jelka Kolmanič iz Desusa, gospa Jelka Črnivec kot neodvisna, iz SMC-ja prihaja gospod Damir Orehovec, iz Nove ljudske stranke Milan Mikl in pa LPR oziroma Lista za pravičnost in razvoj Lidija Divjak-Mirnik. Zanima mene, saj vemo, veliko je problemov v Mariboru, lahko bi se o tem pogovarjali, ampak vsi ste bili izvoljeni za dobrobit Maribora, da delujete. Kako pravzaprav, če mogoče samokritično ogledate sebe, kako delujete v mestnem svetu, če pustimo, bomo rekli, tiste konkretne projekte ob strani, da dobrobit Maribora ali ne? Jaz mislim, da ja, jaz bom rekel, sem se tej ekipi pridružil šele lani v mesecu septembru, tako da sem mogoče leto pa pol. Ko sem bil zunaj vsega tega kroga, bom rekel tak, ne, sem si malo drugače zadevo predstavljal kot zdaj, ko sem v mestnem svetu. Ne. Jaz mislim, da, bom rekel, da se trudim, da delam v dobrobit, bom rekel, občanov mesta Maribor. Jaz bi rekla tako, ne. Mislim, da smo ena od zelo konkretnih političnih strank, ki poskušamo sodelovati pravzaprav vsemi, ki vodijo Mariborsko občino. Tako v preteklosti, kot smo poskušali tudi v sedanjosti. Zato, da bi vendarle opravili svojo nalogo, tisto, za kar smo bili izvoljeni ze strani naših volivcev, pomagati Mariboru do napredka. Žal vedno ni tega mogoče uresničiti, ker prihaja do veliko problemov in takrat je pač dostikrat tudi situacija takšna, da ni mogoče izpeljati določenih stvari, kar je zelo škoda. Jaz z delovanjem sedanjega mestnega sveta vendarle moram reči, da nisem čisto zadovoljna. Mislim, da bi bilo veliko bolje, da bi večkrat strnili vrste in se zavzeli za nekatere probleme, ki bi jih lahko morda skupaj rešili, ne glede na to, kakšne imamo predstavnike mestne občine. Kateri mandat ste zdaj že? 3. In zdaj, ko tako gledate, to je že kar nekaj časa, ne? Ali še imate interes, bom rekel, delovati, torej očitno se da delati, če, bom rekel, po tolikih letih vztrajate, recimo, ali ne? Ali vam že, bom rekel, počasi jenja tisti? Bom rekla, da razmišljam drugače kot vi. Od začetka se mi zdi, da je bilo izjemno naporno obvladovati vse in se navaditi na to, kako potekajo seje mestnega sveta. Moram reči, da v prejšnjem mandatu smo dolgo časa delali izjemno dobro. Na začetku moram reči, da tudi v tem mandatu, kljub temu, da je, bi rekla, ni bilo takšnega zaupanja, kot je bilo v prejšnjem mandatu. In počasi, bi rekla, človek ugotovi, da ne more biti vse pozitivno, da so mnenja in pogledi različni in zaradi tega pride tudi do razhajanj v obrazložitvah, v mišljenjih, v realizaciji. In vendarle, bi rekla, mene moti v tem mestnem svetu edino to, da seje trajajo izjemno dolgo, da se predolgo pogovarjamo o tem, kakšen bo dnevni red, zato seveda obstojajo določeni razlogi, o razlogih ne govorim, in da potem, bi rekla, nekaterim vsaj zmanjka ali moči ali časa in odhajajo zgodaj iz sej domov, tako da na koncu zagotavljamo, bi rekla,
komaj sklepčnost in to tisti, ki smo zelo vztrajni in ki se zavedamo svoje naloge. Še druga Jelka, ne? Še imate interes delovati? Do konca mandata prav gotovo. Zakaj? Zakaj? Zato, ker odkar delujem kot samostojna mestna svetnica, ni prav nobene ovire več, da ne bi delovala v prid mesta Maribora, seveda po svoji vesti in po razumevanju in videnju problemov ali pa vsebin na sejah mestnega sveta, kot jih razumem sama, ker sedaj sem pravzaprav sama. Praviloma ne hodim na posvete vodij svetniških skupin, župan jih sklicuje 2 dni pred sejo, še takrat, ko sem bila podžupanja, je bil moj predlog, da je potrebno vodje sklicati, preden gre dnevni red ven, ker takrat bi večina dobronamerno opozorila, gradivo ni dobro pripravljeno in to, kar je gospa Jelka rekla, da se okoli dnevnega reda zapletamo, bi že to odpadlo in bi bila že eno uro krajša seja. Ampak župan pač posluša tiste, katere posluša, kakšnega dobronamernega nasveta pa velikokrat tudi ne. Tako da jaz se tega ne udeležujem, ker gre pravzaprav za podvajanje. 2 dni pred sejo, ne vem, kaj lahko mestni svetniki, ki se udeležijo tega posveta, sploh še naredijo. Tako da tudi jaz seveda, jaz sem ena tistih, ki se na sejah zelo redko prijavlja k besedi, pravzaprav zelo poslušam. Zdaj, če bi bili rahlo, ne bi rekli, kaj pa delate v mestnem svetu, ne? Spremljam. In če nekdo pove to, kar mislim jaz, nimam prav nobene potrebe, da se ponovno javi. In skratka, če bi bilo gradivo pripravljeno bistveno bolje in tudi na sami seji obrazloženo, bi tudi marsikatera razprava odpadla. Ali pa vsaj bila krajša. Tako da ena in druga stran ima še rezerve. Tudi mi na naši strani najverjetneje bi lahko naredili še kaj v prid bolj konstruktivnim sejam. Včasih se izgubimo v nekih debatah, ne vem. Padete čisto iz tira. Recimo, knjižnica v Probanko. Sredi postopka raziskovanja mi porabimo 1 uro ali 2 uri na eni izmed sej, da damo zeleno luč županu, da lahko seveda preučuje to možnost naprej. Ne nazadnje vsi tisti, ki smo malo bolj seznanjeni za to problematiko. Jaz sem pač v enem letu imela priložnost spoznati v detajle problem knjižnice in vseh teh projektov. Ampak se ne bomo konkretni. In tudi financ. Ja, in tudi financ. Pa mi je jasno, da mi je bilo vnaprej jasno, da iz te moke ne bo kruha. Gospod Rjevec, vam kdaj zdi, da glasujete proti ali pa drugi svetniki, samo zato, ker ni predlog vaš oziroma iz druge strani? Poglejte, zdaj jaz tega občutka nimam. V stranki Modernega centra, ko ste na začetku postavili vprašanje, če delamo v dobrobit mesta, jaz mislim, da delamo, da se trudimo delati. Seveda, tako včasih podpremo predloge, ki jih da županstvo, včasih smo pa zelo kritični, ampak to je odvisno od tega, ko jih preučimo, vidimo, ali po našem mnenju ustrezajo temu, kar predlagajo, ali pa ne. In seveda, če vidimo, da je tu veliko pomanjkljivosti, smo takrat seveda proti, da bi pa a priori proti glasovali, to pa ne. Gospod Mikl. Ja, gledajte, jaz sem že 3. mandat v mestnem svetu. Zdaj, kar se moje baze tiče, to se lahko rezultati tudi pokažejo, tam, kjer izhajam, so bili vedno, bi rekel, zelo dobri rezultati. Kar se pa tiče zdaj tega zadnjega mandata delovanja, je pa takole, ne.
mi smo, Novi ljudski stranki smo opozicija kot taka, ampak ne pozicija kot taka, da bi nagajali projektom, ki so dobri za Maribor. To se lahko vedno preveri. Vedno smo glasovali za tiste projekte, za katere smatramo, da imajo neko dodano vrednost v tem mestu. Prav gotovo pa že imam, saj samo osebno, jaz sem tudi vodja kluba, zato se tudi malo več oglašam v mestnem svetu. To mi tudi veliko več časa vzame, zato ker se je potrebno pripraviti, ker takrat, ko že gradivo dobiš 14 dni prej, je ga potrebno nujno preučiti, kajti tudi novinarji so tisti, ki že prej povprašajo za kakšno zadevo in seveda ne bi bilo dobro, da ne bi bil pripravljen. In seveda zato je tudi mogoče mene malo večkrat slišati v mestnem svetu. Po naravi sem malo bolj glasen, to je pač, to imam v sebi, ampak tudi tisti, kateri je glasen, je mogoče še bolj dobro namerno, kot pa tisti, ki govori malo bolj potiho. Zato, ker bolj svoje čustva daje ven. Jaz takšen zagotovo sem. Glede na to, da poznam, rekel kar dobro politiko, lokalno politiko, si pa prav gotovo ne dovolim, da bi tako kot vsaj zadnji čas ta zavajanja, ki prihajajo. Ne moramo pristati na ene zadeve, ko mi izglasujemo dnevni red, potem pa nadaljevanje te iste seje za 2 dni, potem pa ta isti sklep, ko ga je mestni svet sprejel, potem ga se preoblikuje in gre potem po čisto drugem postopku. Kako potem ne bi bil glasen v mestnem svetu, ko vidiš, da je očitna kršitev poslovnika? Ker župan, tudi jaz sem bil nekaj časa, sem vodil seje, tudi kot vršilec dolžnosti župana. Proračun smo sprejeli, bi rekel, gladko, takrat 28. februarja 2013, naprimer, zato ker sem prej že znal se pogovoriti z vsemi svetnicami in svetniki in ni bilo prav nobenega problema. Če ti želiš nekaj odkrito v tem mestu, da nekaj predstavi, potem boš se tudi z vsemi pogovoril. Ne boš nekaj kupčka pa nekaj skrival. Pa še eno stvar bi samo zaključim, kar se tiče koordinacij. Pred samo, to se z gospod Jelko zagotovo strinjam. Tudi mi več ne hodimo, zato ker smo veliko stvari se dogovorili. Potem smo pa prišli na sejo, pa je bilo popolnoma drugače. In je bil po nepotrebnem, je bil nemir že v samem začetku. To ni v redu in seveda zagotovo tudi Mariborčanke, Mariborčani mislijo, vse to je samo eno klevetanje, haska pa nobenega. Gospa Divjak Mirnik, delate s figo v žepu ali ste v LPR-u mogoče samo glasni, ker ste uradno opozicija? Ne, mi nikoli ne delamo s figo v žepu. Naloga opozicije je, da opozarja na stvari, ki se nam ne zdijo v redu, to počnemo, podpremo in smo podprli pa tudi vse dobre projekte tega župana in tudi bivšega župana, čeprav smo bili opozicija. Zdaj, kar se tiče mene, ki se v mestnem svetu kar dosti oglašam, jaz skušam biti konstruktivna. Mislim, da ste že tretji mandat? Tretji mandat, tako. Jaz skušam biti konstruktivna, imam izkušnje od prejšnjih mandatov in jih lahko primerjam s tem in z zagotovostjo lahko trdim, da je ta mestni svet najslabši mestni svet, ki se nam je zgodil v zadnjih treh obdobjih, 3 mandatih. Veste, če župan zavaja, če se župan laže, če se v končni fazi norčuje iz nas, ne vem, zakaj bi to bilo potrebno in seveda se potem ta zgodba zmeraj obrača, zato smo včasih malce bolj nastrojeni, da tako rečem. To, da se človek pripravi na sejo mestnega sveta, vsaj meni vzame ogromno časa. Verjamem, da tudi kolegom, ki danes tukaj stojijo z menoj, zato je popolnoma nedopustno, da se župan tako obnaša, pomeni, govori eno, dela drugo, odločajo pa tretji. In to je zame nedopustna drža nekega župana, ki je župan drugega največjega mesta. Nekaj ste sicer rekli, ampak vas vprašam, zakaj še pa vztrajate? Če vprašate mene, jaz mislim, da je odgovorno. Zakaj ste še torej v mestnem svetu, če se spustimo, bom rekel, na nivo niti ne volivca, občane Maribora, ki ga te vaše zdrahe pravzaprav ne brigajo. Če se ne znate pogovoriti, dajmo vas peskovnik, ali se boste tam dogovorili, župani, svetniki, bomo rekli, vi vodite mesto, tako ali drugače, mestni očetje oziroma mestne gospe. Jaz osebno vztrajam zato, ker je to korektno, ker so nas ljudje izvolili in je korektno, da izpeljemo svoj mandat do konca. Gospod Orehovec, gospod Žnidarič. V Stranki modernega centra
se pogovarjamo in s tistimi, ki smo na strani opozicije in pa seveda tudi z županom oziroma županovo ekipo, ker mislimo tudi, da lahko nekatere stvari s pogovorom spremenimo, da postanejo boljše. Tudi redno hodimo na te, torej, ki jih župan skliče, koordinacije. Tudi tam se je že večkrat zgodilo, da smo kako točko omaknili, ker smo pač mislili, da še ni dovolj dobro pripravljena. To, kar je gospa Jelka povedala, se mi zdi smiselno, čeprav je to težko, zaradi tega, ker ti, ko vidiš torej, naslov točke, še ne veš, kaj je torej, v ozadju, kakšna je vsebina, oziroma ali je gradivo dobro pripravljeno ali ne. Se pa strinjam s tem, da je veliko gradiv ni najbolje pripravljeno. Predvsem v začetku mandata je bilo to redno na dnevnem redu, mogoče se je zdaj v zadnjem času malo izboljšalo, ampak še vedno ne dovolj, da bi lahko rekli, da je zelo dobro. Seveda mi smo sodelovali in z opozicijo in imamo dobre izkušnje. Moram reči, da smo nekoliko slabše izkušnje z ekipo, ker z ekipo nekako se je zgodilo, da velikokrat ni bilo tako, kot smo se dogovorili. Z opozicijo mogoče bilo malo drugače, malo boljše. In pa, kar se tiče tega, da vztrajamo, jaz mislim, da moramo vztrajati, ker je nam bil mandat, torej smo bili izvoljeni in naša dolžnost, naloga je, da to pripeljemo do konca. Tudi če stvari ne grejo dobro, pač moramo tudi nekatere stvari zavreti, da se ne zgodijo. Gospod Žnidarič, gospa Kolmanič, gospa Črnivec, pa gospod Mikl. Jaz bi se navezal na kolega, ko je zdaj govoril. Dejansko vsak je šel v to, je šel prostovoljno. Dejansko dobenega ni, je rekel vsak, ali je za to ali ni za to, da bi... To ste dobro dejali, verjetno nobenemu roke zvijo, da se postavlja na listo. Jaz mislim, da vseeno, kljub temu, da sem zdaj poslušal moje predhodnike, vseeno ima ta mestni svet neki potencial. Jaz mislim, da je tu skupek, bom rekel, izkušenih mestnih svetnikov in nas, bom rekel, ki se šele učimo, bom rekel, tega posla. Ko ste pa vprašali, že prej sem hotel še to povedati, v bistvu, kako lahko meščanom pomagam na ta način. Dejansko mi smo zdaj, bom rekel, od prvega do zadnjega svetnika, ki se seje udeležujemo, bom rekel, ne smo prepoznavni v mestu Maribor, ali iz televizije, ali iz časopisov, kakorkoli. In dejansko lahko tudi na drugih nivojih ljudem pomagaš. Recimo, jaz osebno sem sam prostovoljec pri Rdečem križu in mogoče 2 leti nazaj mi ni bilo toliko vrat odprtih, da bi lahko ljudem pomagal na ta način, ne vem, z kakšnimi donacijami in z ostalimi zadevami. Tako da še imamo mi nekaj v sebi, tako da jaz mislim, da še nismo rekli zadnje besede. Čisto tako. Ja, bi jaz dodala k temu, zakaj vztrajamo. Vse je včasih res vprašanje. Velikokrat se najbrž človek sam vpraša, zakaj še vztrajam. Meni to ni treba, vendar se je treba zavedati, da ko smo se v to igro podali, smo bili, bi rekla, voljeni in smo zato dobili mandat. In ne bi bilo korektno, da bi vrgli puško v koruzo takrat, ko si slabe volje, ko nekaj ne gre, vendarle je treba iz vsega potegniti tudi pozitivne stvari. Jaz lahko rečem za našo stranko, da smo resna stranka, izjemno se trudimo, da vse gradivo preštudiramo, z več ljudmi, vsak iz svojega področja, ki je strokovnjak na svojem področju, pripomore k temu, da izoblikujemo neko mnenje in tam, kjer ne vidimo zelo narobe, je tudi prav, bi rekla, da damo zeleno luč za to, da projekti grejo naprej. Ker če bomo pa vse posod iskali napake, pa ne bomo nič, bi rekla, priznali, da je možno kaj narediti, potem bo napredka še manj. Itak je dovolj problemov. In kar se tiče koordinacij, bi morala jaz reči tako, da je res, da je sklicana zelo pozno. Vendar se včasih da dogovoriti tudi na koordinaciji, sploh za tiste stvari, ki so izjemno pereče, da jih ne poskušamo tiščati na dnevni red, da jih umaknemo, da to še enkrat razmislimo in da pripravijo strokovne službe boljše gradivo, da bi potem, bi rekla, lažje mestni svetniki se odločali. Ker je treba nekaj vedeti, če je gradivo slabo pripravljeno, pa če ga ne razumemo, lahko iz tega naredimo problem tudi tam, kjer ga morda ni sicer.
Ne? Če bi pa bilo gradivo pripravljeno tako, da je jasno povedano, kaj je na tem in da nimaš občutka, da je zavajujoče, potem mislim, da bi bilo tudi na teh sejah nekoliko boljše, kot je zdaj. Jaz vidim še en problem tu, ta mestni svet je izjemno raznolik. Tu je izjemno dosti, bi rekla, list dodatno prišlo v mestni svet, nekateri so prvič, nekateri so bili v listi župana Andreja Fištravca, pa so se potem osamosvojili in delajo zdaj po svoji inerciji, po svojem razmišljanju in to, bi rekla, vse vpliva na to, da mestni svet ne funkcionira tako, kot bi moral. In včasih smo tudi mestni svetniki, bi rekla, izredno razočarani na tem, vsaj jaz sem velikokrat že bila, in želela bi si resnično dobrega sodelovanja. Ampak v tem trenutku bi lahko celo rekla, da zelo napredujemo, da veliko boljše sodelujemo. Kot na začetku in mandata, da recimo. Kot na začetku mandata in mislim, da bomo to speljali do konca. Ste se zamislili, ko je gospa Kolmanič govorila? Veliko bi ponovila, pa ker sem rekla, da to ne počnem, je že povedala. Glejte, jaz sem bila v enem specifičnem položaju, takrat, ko sem ugotovila, da ne morem in ne želim več biti del te ekipe. In sem sprejemala, lahko rečem, eno najtežjih odločitev, ker na svoji strokovni poti, 40-letni, nikoli nisem šla korak nazaj, ko je postalo težko ali zahtevno, ampak mi je bil to dodatni izziv in dodatna motivacija. Tu pa je nisem našla več in potem, ko sem odstopila z mesta podžupanje, je ostala velika dilema, kaj z mestnim svetom. In če je kaj prevagalo, je prevagalo to, da sem bila voljena in da je pravzaprav to nekako, ne bom rekla moja dolžnost, ali pa morda tudi lahko uporabim ta termin, ostati in delovati na način, da če se le da preprečim, pomagam preprečiti pa se posvetujete, zdaj kot neodvisno se posvetujete z kolegi iz drugih strank, list in tako dalje, karkoli? Da bi se posebej z njimi dobivala, moram reči, da ne. Za posamezne točke dnevnega reda si prav gotovo pridobim mnenja tistih, s katerimi se občasno slišim. In morda tudi zato poslušam vse po vrsti do konca, da povedo svoje argumente in svoje mnenja in si na sami seji, na kateri sem fizično in tudi psihično prisotna od začetka do konca, da si lažje mnenje ustvarim in v tem kontekstu tudi glasujem. Čez nekaj minutih bomo poprašali tudi, kaj njihovi partnerji menijo o njihovem delovanju v mestnem svetu. Ostanite z nami. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru vsi, pogovarjamo se z mariborskimi mestnimi svetniki, tokrat malo drugače, ne o projektih, ki jih ponuja županstvo ali pa drugih zadevah konkretnih, temveč o tem, kako oni pravzaprav delujejo v mestnem svetu. Prej sem rekel, ne, kaj pravzaprav vaši partnerji menijo o vašem delovanju, partnerji, najbližji, tisti, ki vas imajo radi? Pa pridete domov, pa kaj se vi greste tam, kaj ste vi čisto nori? Kaj vam je? Kaj to? Kako delujete? Kako upravičujete svoje delovanje vaših strank, vaših kolegov? Recimo, gospa Divjak Mirnik. Ja, zdaj tako je. Ne vem, zakaj je vedno neka ta miselnost, kaj se vi tam greste. Naša funkcija je in funkcija politike je, ne, to je umetnost vodenja v prevodu, da pač oddelamo to, za kar smo bili izvoljeni in se seveda za to trudimo. Res je, da so seje včasih predolge, res je, da so predolge tudi zato, ker ima naš župan takšen način vodenja, kot ga ima, ker pač ne sklicuje teh koordinacij toliko prej, da bi lahko zadeve uredili, ampak stanje je pač takšno, kot je. Zdaj konkretno mene moj Jaka in Žiga dostikrat vprašata, mamica, pa kdaj bo že prišla domov? Tako da imam tudi iz tega naslova včasih zelo slabo vest. Res pa je, da kar je treba povedati in opozoriti, če zadeve niso ok, je pa treba pač povedati in opozoriti, ker to je odgovorna politika in jaz se grem odgovorno politiko.
Se pogovarjate doma o Ne pogovarjamo se o stvarih, razen tiste, ki jih mediji res potem izpostavite in so pereče. Recimo prvo vprašanje, ko sem prišla domov z tiste seje, ko je podžupan Pelko objavil, da smo vsi proti Ljudskemu vrtu in obnovi, me je mož vprašal, dobro, pa kaj s tabo, zakaj si proti? In ko sem mu razložila, kakšno manipulacijo si je gospod podžupan privoščil, je rekel, aha, no vidiš, zato pa jaz nisem v politiki. Ja. Gospod Mikl, se doma pogovarjate? Ja, gledajte, moja že ima izkušnje s tem, tudi neposredne. Ne že spet. Tudi neposredne, ne, kar se tega tiče, pa ne bi zdaj to ponavljal, ne, tiste krute izkušnje, ne, tako od moja kolegica tudi, ne, in je tudi mogoče želela me malo prepričati, da ne bi več kandidiral, ne. Ampak ona je navajena, zato ker jaz nisem samo v mestnem svetu, jaz sem v več katerih takih popolnoma volonterskih organizacij, od nogometa, od odbojke, zdaj tudi kegljanje, pa še kaj druga. Ne. Tudi očistimo Slovenijo, sem bil prvi vrsti, ampak če dovolite, gledajte, kako? Vaša Lokomotiva je zadnjo tekmo izgubila, ne da? Potem imate, dobro, v redu, ja. Ne, prva ekipa je zmagala, da smo zdaj delimo prvo mesto. Gospod Orehovec, vaša gospa, bom rekel, je kar precej seznanjena s politiko, včasih celo, bom rekel, ne? Ja, jaz bi tako rekel, ne. Mene seveda moja partnerka podpira pri tem, tudi ko sem se odločil, je stala za tem, sicer res, da je nekoč profesionalno to spremljala, ampak danes se s tem več ne ukvarja in njena preokupacija čist nekje druge, je pa res, da tudi kakšno kdaj rečeva na to temo. Tudi včasih imamo nasprotna mnenja, kar je pa dobro. Gospod Črnivec. Ja, 2 leti nazaj me je moral poslušati, ker sem ga določila. Sicer zelo nerad razpravlja o tem, ima svoje mnenje iz vseh javnih medijev, ki jih zjutraj predela in zvečer odposluša. Ampak ja, vsaj podpora mi je bil, no, takrat, ko je bilo najtežje in ko sem se poslavljala in je bil tudi mnenje, da je prav, da ostanem do konca mandata, če se bo le dalo. Jaz bi rekla tako, jaz pravzaprav vse življenje, poleg svojega rednega dela, če jemljemo mojo službeno kariero, sem poleg tega izjemno dosti, bi rekla, upravljala že v preteklosti funkcij, od predsednice mladine do predsednice kluba upokojencev. In kar se tiče politične linije, je pa tako, da me je pravzaprav v to nekako upeljal, bom rekla, moj bivši partner, ki ga nažalost ni več. Tako da smo mi veliko o tem diskutirali, bi rekla, me je tudi velikokrat kaj podučil, kako je treba, bi rekla, ravnati na političnem parketu. Zdaj si damo pa duška na Desusu, pa tam premeljamo vse. Ali greste kakšni sosedi pa ob kavici jutranji že o politiki? Ne, oprostite, ampak mi imamo redne uradne ure, 2-krat na teden in tam se dobivamo na našem sedežu stranke in tam prediskutiramo vse. Če je dobra kava, mogoče kdaj pridemo. Lahko, vam bomo postregli. Se pogovarjate doma o politiki? Rekel, ko mi je bila ponujena ta možnost, da bi postal nadomestni svetnik, ko je, bom rekel, svetnica naše liste odstopila takrat, sem najprej ženo vprašal, kaj ti misliš o tem. Dejansko, bom rekel, skupaj smo se za to odločila, da grem jaz v to. Zato, ker dejansko, tako sem že prej rekel, vseeno si nekako medijsko postaneš izpostavljen bolj, ko pa si bil prej, ko, bom rekel, ko ne te doben nič ni poznal, da bi se pogovarjali o tem. Nekaj dosti, imam sina starega 16 let, njega sploh ne zanima to, dejansko mali sin je star 12 let, on večkrat spremlja seje po internetu, da vidi Ateja na televiziji oziroma med... Upam, da ga ne zanima še politika. V bistvu stebinsko, on bolj gleda, kar se tiče slika, ampak dejansko, kaj je tam, kaj pa je doma dejansko. Pa takole vas vprašam, a se vam zdi, da so, bom rekel, mestni svetniki, bom rekel, v Mariboru, Ljubljani, mogoče malo večjih mestih, ste pravi politiki tisti ali bolj, bom rekel, komunalni pomočniki ali kakorkoli, ker bolj ali manj se okoli komunale vrti v mesto, ne? Zdaj seveda
zelo generalno rečeno. Gospod Mikl, recimo. Ja, glavno politiko se kroji v parlamentu. Glavna politika. Jaz sem vedno imel lokalno politiko nekaj popolnoma drugače kot pa politiko v parlamentu. Parlament je tisti, ki sprejema zakonodajo, tukaj lokalna politika pa pretežno in pa predvsem za lokalno moče in pa seveda se čim več poskuša izluščiti tisto, kar mu pripada trenutno Mariboru. In jaz nikoli nisem gledal zdaj tukaj, to sem si želel, stranka pa ima svojega poslanca, lahko marsikaj naredi, ali je to včasih bil LDS, pa SDS, tako dalje. Bolj nas je to zanimalo, kaj lahko naš poslanec naredi za neko našo politiko tukaj v Mariboru. Ta trenutek vidim zelo malo, mi sicer nimamo sedaj poslanca, trenutno imeli ga bomo zagotovo, ampak to je tisto pravo, to vidim. In še nekaj prej je bilo, zakaj se vztraja, pa da se pač razpravljamo, tako dalje. Glejte, mi imamo demokracijo, se nimamo več enoumja. Demokracijo imamo že 25, pa še nekaj let, in je to pravi, to je dejansko je to prostor, kjer se izmenjujejo mnenja, kjer izluščimo tisto, kar bi pač bilo najboljše. Jaz vedno to tako jemljem in zato pač moramo na nek način tudi navaditi nekatere, tisti, ki redno to poslušajo, spremljajo naše seje, da je to pač, to je en del tega. Ja, gospod Orehovec, vi neki drugi orkester vodite, orkester v narekovajih, ja, seveda, ampak namensko jo nisem omenil, pač tam ste, bom rekel, morate neke stvari speljati, da pelje pravzaprav pravo pot. Lahko primerjate tisto delo z tem? Vsekakor gre za dve precej različni stvari, seveda ti pa izkušnje na eni pomagajo tudi pri drugi. Zdaj, meni se zdi, da je lokalna politika zelo pomembna, kajti ljudje živimo tukaj in tukaj imamo realne probleme in je nujno, da jih tudi rešujemo. Sam sem tudi predsednik mestne četrti Koroška vrata in seveda tam dnevno nas kličejo meščani z raznimi problemi in jih potem poskušamo skupaj z mestno občino Maribor tudi reševati. Seveda je pa potem politika, ki je na nivoju države, se pa pač bolj globalno tega loteva, seveda je pa nujno potrebno, da sta ti obe politiki povezani. Jaz mislim, da so naši poslanci kar nekaj naredili dobrega za Maribor v tem času, kar nekaj projektov je tudi takšnih, ki čakajo, da bi se realizirali, pa žal nam ni uspelo v mestni občini Maribor pravočasno zagotoviti sredstva. Jaz upam, da se bodo še do konca. Če pa pogledamo projekt Magna, kjer so tudi sodelovali naši poslanci, pa jaz mislim, da je to eden od boljših projektov, ki je prišel v to naše območje. Tudi vi ste, gospod Divjak Mirnik, nekako vodite en orkester. Jaz v študentskih domovih vodim 37 ljudi in osnova mojega delovanja tam je delovati timsko, se dogovarjati in seveda skupaj priti do rešitev. Tako bi moralo biti tudi v politiki in ko sem jaz 12 let nazaj šla v to, sem si tako to tudi predstavljala. Res pa je, da zdaj pač ni takšna situacija, zato se pač temu prilagodimo. In jaz sem prepričana, če bi imel tudi župan drugačen način vodenja, bi lahko zadeve in tudi seje potekale dosti manj časa in bi stvari šle dosti hitreje naprej. Gospod Žnidarič, se imate za politika zdaj? V enem letu? Tako bom rekel, doben od nas to ni profesionalen politik. Vsi nekaj drugega upravljamo, da se lahko preživljamo dejansko zadeve, ki jih v mestnem svetu rešujemo. Ne, nimam se za politika. Še ne. Če bom kdaj šel na državni nivo, je nekaj drugega. Ko bom si od politike služil za kruh, se imam lahko za politika, zdaj pa sem eden izmed izbranih. Gospod Kolomničko, ste 3 mandate, veliko ste doživeli, veliko videli, veliko stvari ste si verjetno, tako kot ste dejali, vprašali, kaj meni tega treba, pa pol na konec koncev spet pridete. Če potegnete tako črto, ste lahko uspešni, pa rečete, tu sem sodelovala in tu sem jaz dvignila roko za, ali pa tu sem
Tu sem vztrajala, nekdo me je spodbudil, kakšna skupina občanov, prenesla sem na občino in to danes imamo. Ne vem, zmišljujem si semafor, ono, tisto cesto ali karkoli pač. Se kdaj ozrete, lahko kaj pokažete v Mariboru, rečete, tu sem pa jaz zraven, če ne drugo roko dignila, zlobirala, da je šlo skozi in konec. Zdaj, jaz lobist nisem, ne, tako da... V narekovaj. Tako da lobiram, ne. To, kar ste me pa vprašali, ja, lahko. Lahko na marsikaj, to se lahko prepriča tudi marsikdo, ki gre pogledat glasovanja in stališča Desusa. Prav posebej pa moram reči, za dve stvari, na katere sem zelo ponosna, jaz osebno, predvsem pa stranka Desus, ki smo jo pravzaprav v Mariboru speljali. Vi veste, da smo mi, bi rekla, stranka starejše populacije in mi, bi rekla, delujemo interesno. In eden od velikih projektov, za katerega smo se mi zavzemali in je bil realiziran pod prejšnjim vodstvom, pod županstvom Franca Kanglerja, je edini dom starostnikov, ki je v občinski lasti, to je dom pod Gorco, ki danes funkcionira zelo dobro in ima izjemno lepe uspehe. Še en projekt bi poudarila, to je projekt fiziatrije, ki je bil izjemno pereč problem in tam moram reči, da se je stranka Desus izjemno angažirala in upam si trditi, da je bil projekt realiziran tudi za našo pomočjo. Ne samo od nas odvisen, ampak tudi za našo pomočjo, ker smo izjemno, bi rekla, argumentirali potrebo po teh stvareh in moram reči, da na to je lahko stranka Desus ponosna. Gospa Jelka, na kaj ste pa vi ponosni? Da ste uspeli v tem času sodelovati, dvigniti roko ali kakorkoli? Ja, na konkreten projekt se bi težko opredeljevala, morda iz tistega prvega leta, ampak nič toliko posebnega in toliko pomembnega, da bi štrlelo ven. Res pa je, da pa je pravzaprav fajn občutek, ker sem vsaj parkrat tisti odločilen glas na tehtnici, ko se preštevamo pri glasovanju za kakšno določeno stvar. Drugače... Ste kdaj obžalovali, da ste kdaj glasovali za ali proti? Prav gotovo. Ker se je kasneje izkazalo drugače? Sem kdaj tudi. Ja, vsaj en, dvakrat. Glasujete po vesti ali po strankarski pripadnosti? Kaj vam je zelo pomembno? Po dejansko, ne po strankarski pripadnosti, pa ne po vesti. Glasujemo za tisto, kar je potrebno. In bilo bi dobro, da se ne potegne za 4 leta nazaj za celotni mandat, ko je bilo glasovanje določenih projektih. Ali je tukaj, jaz mislim, da smo bili večinoma soglasni, tudi bilo nagajanja. Nagajanje so bile to, kar smo že kar prej povedali. Bi pa želel nekaj povedati, nekaj ste vprašali, če je kdo na kaj ponosen. Ravno danes je bilo v časopisu, 5 let je od tega, kar je v Veterinski ulici odprta trgovina za paraplejike, društvo Projekt Sonček. Na ta projekt sem sam osebno zelo ponosen, zato ker da ni bilo takratnega župana, ti potem lahko 3-krat imaš želje, ne moreš. Župan je tisti, ki na koncu reče, v redu, spelji to. In to je ta trgovina, ki ima v 2 nastropjih, ki sem bil danes prav vesel, ko sem ta članek bral in kako so zadovoljni. Ostali pa ne bom, vse normalno, če si bil nekaj časa že v mestnem svetu, ne bo zdaj naštevo, kaj sem naredil, vse nisi sam naredil, vsi smo vsi skupaj naredili. Ampak to pa mi je zdaj tako na nek način, tako je rekla gospa Kolmanič, in se s tem strinjam, naprimer je to ena taka, bi rekel, dejansko meni osebno zelo pri srcu, da ta trgovina živi že 5 let in da imajo ti dejansko nekaj od tega. Koliko ste lahko, gospod Orehovec, stvari iz mestne četrti Koroška vrata, bom rekel, potisnili skozi vrata mestnega sveta? Če smo zelo iskreni, mestne četrti in krajevne skupnosti so bolj ali manj brez denarja. Ste bili uspešni vsaj pri tem, da ste kakšnega od projektov potisnili skozi? Vse mestne četrti in krajevne skupnosti imamo en tak forum, kjer se dobivamo,
z podžupanom in tam seveda na nek način tudi razpravljamo o tem, kaj je treba kje narediti in čemu bi se dala prednost. Neke stvari, tako kot ste prej rekli, komunalne, vsekakor so se zgodile, da bi pa zdaj nekaj posebnega potisnili naprej, pa ne. Seveda čakamo še na izgradnjo našega doma v Koroška vrata, ki je že, mislim, da kar nekaj let na čakalni vrsti. Seveda letos je prišlo do tega, da je bil razpis, žal pa je med 8 prijavljenimi so bili vsi, so dali previsoko ceno, tako da se bo zdaj razpis ponovil v teh dneh. Kar se pa tiče... Mogoče vse začelo se je. Ja, začelo se je, tukaj delamo na tem. Seveda veliko manjših stvari, ki zdaj mogoče jih je brez veze naštevati, ali pa tudi ne. Recimo v Koroških vratih smo imeli problem, torej tam so zabave po noči, ki jih imajo študenti, pa tudi mogoče dijaki, in ko so hodili domov, so pač povzročali tak hrup, ne, in tu smo potem skupaj z policijo, z upravno enoto, z mestno četrtjo, torej in pa tudi seveda z občino naredili en posvet, ker smo se, in pa s vsemi temi, ki te zabave pripravljajo, smo naredili en tak zanimiv posvet in od takrat nimamo več toliko težav. To je bila ena taka stvar, na katero lahko rečem, da sem bil njen iniciator. Ja. Na kaj sem pa še bolj ponosen je pa to, ker je tudi gospa Jelka na začetku sodelovala, in sicer, da nam je uspelo v Mariboru narediti karierni sejem. Ne bom rekel, da sem jaz tisti, ki je bil v izvedbi, ampak sem bil pa sigurno toliko vztrajen, da ga danes imamo. Če ne bi bil, ga še danes ne bi imeli. Na to sem pa res ponosen. Gospod Divjak, Mirnik. V letih bi definitivno lahko kaj naštela, ampak če se osebno na kaj najbolj ponosni? Če se samo na eno stvar osredotočim, jaz kot 13 let že prostovoljka v Zvezi prijateljev mladine sem ponosna, da smo uspeli tudi v tistih najbolj črnih letih ohraniti postavko za letovanja otrok na višini, ki je bila primerna. In zelo sem ponosna tudi na to, ampak to je bilo že v prvem mandatu, da so dobile vse mamice denarno pomoč ob rojstvu otroka. To se mi zdi, da sta, da rečem, dva ključna, če jih moram izločiti. Definitivno pa je treba povedati, da vsi svetniki, no, kot je že prej bilo rečeno, smo tam z dobrim namenom in imamo dobre namene. Res pa je, da včasih tudi odreagiramo, vsaj jaz, tako, da bi bilo mogoče primerno, da ne bi in da bi se mogoče ugriznila tu pa tam v jezik, ampak kot je že Milan prej povedal, tudi jaz sem po naravi malce bolj eksplozivnega duha, pa včasih to ni prav. Čez nekaj minut smo nazaj. Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru, vsi pogovarjamo se z mariborskimi mestnimi svetnicami in svetniki. Zelo radi govorimo o sejnini. Imate preveliko, premalo? Je to za to, kar delate, premalo ovrednoteno z nadomestilom, ki se imenuje sejnina mestnega sveta, gospa Lidija Divjak-Mirnik? Mi smo v preteklih letih sejnino zelo oklestili. Mimogrede, koliko znaša sploh, da povedemo? 180 neto. Na eno sejo ali na en mesec, ne glede na to, koliko je sej. Se pravi, na mesec je to... Torej na mesec. Tako. Zdaj, kar se tiče mene in višine sejnine, jaz si jo zaslužim, nimam nobene slabe vesti za to, da jo dobim, zato ker jo oddelam. Res pa je, da jaz skoraj vsako sejnino, če ne celo, ali pa vsaj podelim oziroma razdelim. Gospod Mikl. Prvo, kar bi želel povedati, je to, da prav gotovo nisem v mestnem svetu zaradi sejnin, da pa bi rekel, da bi pa na nek način vztrajal pri tem, da pa mi ni pomembno ali pa ni potrebno, pa bi se zlagal. Vsakom je pomemben, tudi vsak evro. Ne? Ampak ni pa to pogoj za tega, ki tudi ne glede na to, ko imamo mi mogoče v kakšen mesec 3 seje, ne? Pa si že eno delo, se pravi, že imaš sejnino, ne, zasluženo. Ne glede na to, se odeležim tudi še ostalih 2 sej. Ne boste rekli, 180 šlo, za pa ne, pa nikoli, na druge dve ne pridem. In tudi, če se le da, sem vedno do konca, samo zadnje seje, se pa nisem, ampak to so bili neke, bi rekel, subjektivni razlogi, da nisem bil do konca, drugače pa se ne zgodi. Se nismo evidence vodili. Bi pa mogoče, imeli pa smo že, ne, ampak ne vem, če se tega držijo, ne, da naprimer moraš ti oddelati en določen del seje, ne, in še ne takrat si zasluži sejnino, ne, ker nekateri, ne,
Nekateri so zelo kratek čas pa odidejo. Se pridejo samo obtalčlat, pa potem hitro domov. Jaz ne vem. Gospod Orehovec, tega ne delate, ne? Ne. Jaz mislim, da, ne vem, nisem nikoli razmišljal, a je sejnina previsoka, preniska. Verjetno, če bi šel seštevati vse ure, ki jih namenim za to, glede na to, da sem vodja svetniške skupine znotraj naše stranke, bi verjetno bila to na uro, bi bilo slabo plačano. Seveda, zdaj nisem pa o tem nikoli razmišljal v smislu, da bi moral, ne vem, bilo več ali kakorkoli. To sem sprejel, kot je. Delam z veseljem zaenkrat, upam, da bom še nekaj časa. Vsak začetek je tak, ne, da ko v bistvu nekaj novega ti je zanimivo, sploh si vesel tudi, ko ti kaj uspe. Seveda tudi iz napak oziroma neuspehov se pa veliko učim in zaenkrat to jemljem kot svoje delo, tudi kot učenje. To, da pa dobimo sejnino, pa je seveda dobrodošlo. Gospod Černivec. Se pridružujem mnenju mojih predhodnikov. Urna postavka po mojem mnenju ni previsoka, prav pride vsak evro in gotovo nisem zaradi tega zraven. Res pa je, da me pred vsako sejo mika, da napišem pobudo, čeprav te naše pobude in vprašanja na mestnem svetu nimajo neke prave teže, imam občutek, napišem pobudo, da naj se sejnina poravna v primeru, da odsediš celotno sejo, ker dejansko iritiran, ko vidiš bolj ali manj eni in isti pridejo, grejo, malo potrenirati, pa malo nazaj, pa zopet kam. Jaz nisem šla še z nobene prej in sedim oddelam jo, no. Jaz bom tako rekla, za tiste mestne svetnike, ki resno jemljemo svojo funkcijo, ki resno delamo, za tiste mestne svetnike je sejnina preniska. In sicer zaradi tega, ker morate vedeti, da takrat, ko je nastopila kriza, smo prostovoljno, bi rekla, tudi svetniki potrdili to, da sejnino prepolovimo. Prej je bila približno 350. Prepolovimo. Mi obdelamo po 38, 35, vedno skoraj čez 30 točk, pa to seja lahko traja res en popoldne od 4 do 11 zvečer, lahko traja pa tudi z 2 nadaljevanji. Ampak ne glede na to, vsi tisti, ki hodimo na vse seje, tudi na vsa nadaljevanja in ki gradivo preštudiramo, vikende in vikende, na primer, porabimo za to, da vse preberemo, preštudiramo, se tudi na stranki prediskutiramo, oblikujemo mnenje, pa mislim, da sejnine niso previsoke, čeprav moram reči, da tudi jaz, tako kot verjamem, da marsikdo izmed nas v mestnem svetu ni zaradi sejnine. Gospod Žnidarič, gospod Orehovec, pa gospa Lidija Divjak-Milnik. Tudi jaz bi se mojim predhodnikom pridružil, dejansko ni tukaj doben zaradi denarja, ker če bi gledal, tako so moji predhodniki povedali, potem tu ni zaslužka dejansko. Me pa nekaj drugega moti v mestnem svetu. Sam sem eden med tistih, ko pridem, pa tudi nekaj povem. Bom rekel, jaz se na tisto prijavim, ko dejansko bom sam povedal, obvladam materijo, kaj ne obvladam, se ne bom javil, da ne bom sam sebe izpostavljal pa brukal. Nas svetnikov je 45. Se vam zdi, da nekateri so preveč tiho? Ja, absolutno, hotel sem to povedati. Nas mestnih svetnikov je 45. Jaz, tudi ko sem gledal po internetu, ko še nisem bil med njimi, nisem več jih videl kot 31, 32, mogoče 34, maksimalno. In to vedno isti obrazi. In dejansko eni pa res so pa tudi tiho, tako bom rekel. Se res reče sejnina, ampak bilo rečeno, da odsediš sejo. Meni se to ne zdi koristno, da odsediš sejo. Meni se zdi, torej moje delo jaz vidim, več se zgodi izven seje, kot pa na sami seji. Na sami seji je samo finale. In svetnik, ki je aktiven... Se tiste stvari ne vidijo v ozadju? Seveda ne, se moraš to preučiti, moraš iti do strokovnjakov, se moraš dobiti z raznimi programskimi odbori, mogoče tudi kontaktirati pač v Ljubljano ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In seveda tega ne moreš meriti,
ampak če delaš za dušo, potem to delaš, ne? In se ne sprašuješ, zdaj, a je sednina. Gospodivje. Ja, veliko svetnikov pravzaprav je v tem mandatu, ki se še niti enkrat v 3 letih niso oglasili. In kar se mene tiče, ti nimajo kaj tam iskati in nimajo dobiti senine, ampak seveda temu ni tako. In ne boste verjeli, največ jih je iz liste Andreja Fištravca. Zakaj je temu tako, ne vem, se mi pa zdi nekorektno do vseh ostalih nas, ki smo, ki delamo, ki res ogromno časa za to damo, da se potem še tako posmehljivo do nas obnašajo v smislu, no zdaj pa že bodite tiho. Ste o tem govorili, gospod Žnidarič? Mislite na listi? Ja, verjetno ta kritika ravno za listo Andreja Fištravca je veljala, ne, da največ svetnikov je tiho iz vaše liste. Ja, no, pač manj se oglašajo. Ja, dejansko jaz sem povedal ne za sebe, lahko povem, sem kar glasen, tudi predsednik odbora za komunalo in dejansko tudi, če ne bi imel drugega kaj zapovedati, moram na sami seji stališča oziroma sklepe našega odbora povedati. Tako da se pa strinjam s kolegico, da dejansko en pa res, kot da smo na maši, dejansko nič se ne pove. Jaz bi čisto na kratko, kar se tiče liste Andreja Fištravca, pa njihovo govorenje ali pa ne. Jaz jih po eni strani razumem, zato ker ti, ko so šli kandidirati, si vsaj tam od 5. naprej, nekateri smo niso vedeli, kaj se spuščajo. Oni so čez noč naredili listo in so dejansko s tem nastopili. In potem se težko, zelo težko se ti kar hitro vključiš v to, pa da boš potem lahko na nek način konstruktivno. Malo nas čas preganja, samo to še me zanima. Ali je 45 svetnikov za Maribor preveč? Jaz mislim, da je preveč in če bo prišlo do spremembe te sestave, bo potem ne samo, da bi se zmanjšalo število svetnikov, ampak potem bo se tu na nek način se tudi še marsikaj druga spremeniti, ker vsaj zdaj iz teh debat, ki jih imamo in tako dalje, jaz mislim, da jih je preveč in da bi bilo kar na mesto, da bi se začelo razmišljati na podlagi zakona o lokalni samoupravi, da se bi tukaj zreduciralo. Mislim, da smo že o tem govorili, samo mi nimamo teh vzvodov, dejansko je to zakon tisti, ki narekuje, ker smo druga največja občina in potem nam pripada 45. Kaj menite ostali, preveč je? Glede na stanje, ki je dejansko zdaj v mestnem svetu, dobro, ampak že od vsega začetka? Ja, lahko je preveč, lahko pa ni preveč. Glede, zdaj, če bi to bili svetniki, ne vem, tako kot smo tukaj večina mi, ki razmišljamo, ki debatiramo, je to lahko doprinos mestu. Zdaj pa, če je polovica svetnikov tiho, potem lahko vprašamo to, kar ste zdaj vprašali. Ampak jaz mislim, da moramo delati na tem liste, stranke in tako dalje, da dobimo kvalitetne svetnike. Jaz mislim, da je to odgovornost list strank. Naši svetniki bolj ali manj komunicirajo. Če lahko še jaz dodam k temu, jaz bi tudi tako rekla, za eno mesto, kot je Maribor, z takim številom prebivalcev, jaz mislim, da ni nič groznega, če je 45 svetnikov, ampak bi morali biti vsi konstruktivni in vsi to funkcijo resno vzeti in resno delati na tem, ker potem je to lahko, tako je rekel kolega, doprinos k temu, da bomo čim več uspehov imeli v Mariboru. Zdaj, za tiste, ki pa pridejo se na mestni svet pokazati, pa odidejo čez pol ure, ali pa za tiste, ki nikoli nič ne povedo, je pa najbrž bi jih lahko tudi pogrešali. Mislim, bo to zadnja beseda. Hvala lepa za obisk v studio vsem 6. Verjetno sem še vas hotel vprašati, če boste kandidirali prihodnje leto, ampak nam je časa zmanjkalo. Bomo še kakšno rekli to. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Nasvidenje.